Stanovanjska kriza leta 2008 naj bi bila enkraten dogodek, Vendar je popolnoma enak finančni toksični odpadek, ki je takrat uničil gospodarstvo, zdaj prepakiran. Tokrat je v kromirani maski Forda F150. Do konca leta 2024 so poročila pokazala, da je bilo več Američanov v minusu s svojimi posojili za tovornjake kot kadarkoli prej v zgodovini. Povprečni lastnik je dolgoval $6500 več, kot je bil njegov avto dejansko vreden. Baron fantomskega dolga se napihuje in je pripravljen počiti. In ko bo počil, bo celotni generaciji onemogočil vstop na trg nepremičnin. Povsod je prišlo do porasta luksuznih tovornjakov, vendar jih veliko ne uporabljajo na način, kot so tovornjake tradicionalno uporabljali. Namesto prevažanja opreme, dela na gradbiščih ali premagovanja zahtevnega terena, večino časa preživijo v predmestjih, na parkiriščih pred pisarnami ali mestnih ulicah. Hkrati so se cene teh tovornjakov močno zvišale. Modeli, ki se prodajajo za več kot $100,000, se uporabljajo za vožnjo v pisarno in nazaj. Kljub tej visoki ceni pa povpraševanje še naprej raste. Dejansko podatki kažejo, da mnogi kupci močno obremenijo svoje finance, samo da bi si ga lastili. Leta 2024 so viri iz Edmundsa poročali, da ima več kot 40% velikih tovornjakov zdaj mesečne obroke, ki presegajo $1000. In presenetljivo, številni kupci tega sploh ne vidijo kot težavo. Pravzaprav pogosto postanejo viralni videoposnetki, v katerih lastniki razpravljajo o svojih osupljivih mesečnih obrokih. Včasih se z njimi celo hvalijo. Ena voznica je prejela na tisoče komentarjev, potem ko je omenila, da je mesečni obrok za GMC Sierra 1500 AT4 njenega moža znašal $1600. To je le $500. Manj od medijane mesečnega obroka za hipotekarni kredit v ZDA. Ljudje si tega preprosto ne morejo privoščiti. Dokumenti razkrivajo, da ima zaskrbljujoče število lastnikov tovornjakov zdaj negativni kapital. Dolgujejo več za svoje avtomobile, kot so ti avtomobili dejansko vredni. Poznavalci avtomobilske industrije trdijo, da lahko nov avtomobil v prvem letu izgubi do 20% svoje vrednosti. Pri luksuznih avtomobilih je ta odstotek še višji. Za kupce, ki ne vplačajo dovolj lastnih sredstev in nato financirajo nakup za daljša obdobja, tudi o mesečnih obrokih v višini 4-mesečnih zneskov na koncu pristanejo v minusu oziroma z dolgom višjim od vrednosti vozila. Konec leta 2024 je kriza negativnega kapitala dosegla epidemijske razsežnosti. Povprečna oseba je bila v minusu za $6000, ameriški dolar $6000. To je dovolj, da bi si lahko kupili zanesljivo rabljeno Honda Civic. Viri kažejo, da ima ena od 5 zamenjav vozil z negativnim kapitalom izgubo v višini $10,000, ameriški dolar $10,000 ali več. Število ljudi, ki zamenjujejo avtomobile z negativnim kapitalom, je prav tako eksplodiralo s 15,5% v letu 2022 na 24,2% v letu 2024. Njihovi bleščeči novi tovornjaki so tempirana bomba. Za mnoge voznike je ta bomba že eksplodirala. Parkirišča za zasežena vozila se polnijo s tisočimi tovornjaki King Ranch, vrednimi $90,000. Podatki podjetja Cox Automotive kažejo, da se je število zasegov povečalo za 43% med letoma 2022 in 2024. Po vsej ZDA je bilo leta 2025 zaseženih približno 3 milijone vozil. To je znak, da je za nekatere Američane strošek vzdrževanja videza postal neozdržen. Ampak kako je ta problem postal tako velik? Ali je res veliko ljudi začelo sprejemati finančno nerazumne odločitve? Razlog je bolj zapleten in zlovešč. Ni posledica posamezne neumnosti, ampak nameren sistemski neuspeh, ki ga je še poslabčila pohlepnost. Desetletje od leta 2012 do 2020 je bilo obdobje poceni denarja in ničelnih obrestnih mer. Ameriška centralna banka je ohranjala nizke obrestne mere, da bi spodbudila gospodarsko okrevanje. To je pomenilo nizke obrestne mere za avtomobilska posojila. Za mnoge ljudi so bila posojila zaradi tega praktično zastonj denar, saj so se obrestne mere večino desetletja 2010 gibale okoli 4% do približno leta 2022. Takrat so se povzpele na skoraj 8% za nova vozila. Poročilo podjetja Experian kaže, da so konec leta 2025 povprečna obrestna mera za nova avtomobilska posojila dosegla 6,37%, medtem ko je povprečna obrestna mera za rabljena vozila dosegla 11,26%. Ugotovili smo, da so imeli potrošniki še bolj grozljive izkušnje, ko je šlo za tovornjake in SUV-je. Ena potrošnica, Melissa Dickerson, je povedala, kako je na koncu imela mesečno plačilo v višini $1100, potem ko je njen sin doživel nesrečo. Do takrat je plačevala približno $400, $400 ameriški dolar na mesec za podoben avto. Novo posojilo je imelo obrestno mero približno 15%. Zamenjala je avto in si nakopala finančno breme. V obdobju nizkih obrestnih mer ljudje sploh niso več upoštevali obrestnih mer pri svojih nakupih. Namesto da bi gledali skupno ceno avtomobila, so preverjali le mesečno plačilo. Prodajalci avtomobilov so to vedeli, zato so to izkoristili v svojo korist. Ena od taktik je vključevala delovni list s 4 kvadranti. To je list papirja razdeljen na 4 dele: nakupna cena, vrednost starega vozila, polog in mesečna plačila. Čeprav se na prvi pogled zdi informativen, so po besedah nekdanjih prodajalcev avtomobilov prodajalci ta list uporabljali
ustvarjali zato, da so kupce usmerjali k številki, ki jim je prinesla prodajo, k mesečnemu obroku. Če kupec še vedno okleva, lahko prodajalec ponudi nižji mesečni obrok v zameno za bistveno daljšo dobo odplačevanja posojila. Kupec na koncu plača bistveno več. Ko se prodajalci osredotočijo na mesečni obrok, lahko v ta znesek vključijo tudi dodatne stroške in tako prikrijejo višje obrestne mere, kot bi jih sicer lahko dobili. In pogoji posojil so že zdaj precej dolgi. Sredi leta 2023 je imelo 64,5% kupcev z obroki nad $1000 posojila, ki so trajala med 67 in 84 meseci. Dolgo. To je dlje, kot če bi skupaj opravljali diplomski in magistrski študij. Ena najhujših prevar je izkoriščanje tega, da je avto vreden manj, kot še dolgujete, da vas potisnejo še globlje v dolgove. Če pri nakupu drugega avta v račun date avto, ki je vreden manj, kot še dolgujete, vam lahko prodajalci ponudijo, da razliko poravnajo, če avto kupite pri njih. Včasih pa to preprosto vključijo v novo posojilo stranke ali pa vzamejo iz pologa, ne da bi to jasno zapisali v pogodbi. Stranke na koncu plačujejo obresti na še višjo glavnico, ne da bi se tega povsem zavedale. Ko je industrija ugotovila, da lahko prek financiranja prodaja vse dražja vozila, se je nekaj spremenilo. Dostopni avtomobili so začeli izginjati. Če kupci izbirajo glede na mesečni obrok, zakaj bi še naprej izdelovali cenejša vozila? Veliki trije, Ford Motor Company, General Motors in Stellantis, so večinoma prenehali izdelovati tiste vrste $25,000 vrednih delovnih tovornjakov, ki so nekoč predstavljali hrbtenico ameriške avtomobilske industrije. Preprosti, dostopni poltovornjaki, na katere so se ljudje zanašali desetletja, so izginjali. Namesto njih so prišli tovornjaki, kot je Ford F-150. Premični luksuzni apartma, narejen za povečanje dobičkonosnosti v času pomanjkanja čipov. Podatki podjetja Cox Automotive kažejo, da je bila povprečna cena velikega poltovornjaka julija 2020 skoraj $64,800 in cene so pogosto še višje, kot se zdi. Naprimer, Ford F-150 se začne pri $38,800, kar se zdi razumno. Toda leta 2025 je 5 od 8 razpoložljivih paketov stalo več kot $65,000, ko so vštete obvezne pristojbine. Del velikega dviga cen pri tovornjakih je odraz splošnega dviga cen v avtomobilski industriji. Med letoma 1999 in 2019 so se cene avtomobilov skupno zvišale za 2,3%. Toda v samo 6 letih potem, med letoma 2019 in 2025, so se cene zvišale za 23%, kar je 10-krat več. Trg luksuznih tovornjakov je še slabši. Cene so šle v nebo, proizvajalci avtomobilov pa so vedeli, da jih lahko zvišajo zaradi izjemno velikega povpraševanja, zlasti v ZDA. Ameriški trg poltovornjakov predstavlja 37% svetovnega povpraševanja. Samo v letu 2024 so potrošniki v ZDA kupili 4,100,000 poltovornjakov, kar je 12% več kot prejšnje leto. To je enako, kot če bi vsak prebivalec Los Angelesa v istem letu kupil poltovornjak. Za večino ljudi so ti popolnoma opremljeni in predragi tovornjaki povsem nepotrebni. Statistike kažejo, da 35% lastnikov Forda F-150 svoj tovornjak za prevoz tovora uporabi enkrat na leto ali še manj. 3/4 teh lastnikov s svojim tovornjakom nekaj vlečejo enkrat na leto ali še manj. In le 30% jih bo šlo z vozilom izven ceste več kot enkrat na leto. To je tako, kot da bi kupil $1,200 vredno potapljaško obleko za globokomorsko potapljanje in jih nosil pod prho vsak dan. Večina lastnikov luksuznih tovornjakov tovornjaka v resnici sploh ne potrebuje. Vsaka limuzina ali križanec bi povsem zadostovala za 99% njihovih potreb, če ne celo za vse, in bila na voljo po precej nižji ceni. Zaradi tega, ker lastniki nočejo umazati svojih vozil, so ta vozila dobila vzdevek asfaltne princese. A proizvajalci avtomobilov zdaj hitreje kot kdajkoli prej proizvajajo najdražje različice teh tovornjakov, medtem ko zmanjšujejo ponudbo osnovnih modelov tovornjakov. V začetku leta 2026 je Ford povečal zalogo najvišjih različic F-150, vključno s Platinum in Platinum Plus, medtem ko so proizvodnjo osnovnega modela XL zmanjšali za 19%. To se zgodi vsakič, ko pride do pomanjkanja zalog. Po pandemiji je Ford dal prednost luksuznim različicam pred osnovnimi delovnimi tovornjaki. Pomanjkanje zahteva izbiro in tovornjak, ki prinese dodatnih $35,000, 35,000 prihodka, je enostavna odločitev. Čeprav Ford ne razkriva natančnih dobičkonosnosti svojih vozil, smo ugotovili, da je različica Platinum izjemno donosna nadgradnja, ki stane $87,000 v primerjavi z osnovno različico XL, ki ima ceno $38,800. V vse bolj negotovem gospodarstvu, kako si lahko toliko ljudi privošči te cene? Preprost odgovor je, da si jih ne morejo. Toda prodajalci in banke jih zavajajo, da mislijo, da so ti luksuzni tovornjaki v njihovem cenovnem dosegu. Ko se kupci osredotočijo na mesečna plačila namesto na skupno ceno, postane to, kaj si lahko privoščijo, precej raztegljivo. S podaljšanjem dobe posojila na 7 let lahko prodajalci naredijo tudi draga vozila videti obvladljiva. Banke jih pri tem spodbujajo, saj je 84-mesečna doba postala nova norma. V drugem četrtletju leta 2025 22,4% financiranja novih vozil je predstavljalo 84-mesečna posojila. To je več kot 17,6% leto prej.
Čeprav so se ti pogoji posojil pojavili okoli sredine 80-ih let, so jih desetletja redko uporabljali. Avtomobilska industrija jih je močno kritizirala kot skoraj neetične. Še leta 2015 viri navajajo Johna Mandela, vodjo prodaje Honde v ZDA, ki je dejal, da so 84-mesečna posojila, citiram, neumna, ne samo za nas, ampak za celotno industrijo. Zato je bilo še leta 2018 le odstotek novih avtomobilskih posojil s tako dolgimi roki. Leta 2026 se z njimi financira več kot petina novih avtomobilov. Tudi Honda je popustila leta 2022 in začela svojim strankam ponujati 7-letna posojila. Proizvajalci avtomobilov so spremenili svoje stališče, ker so ugotovili, da je to edini način, da lahko kupcem ponudijo vse dražje avtomobile. Očitno je bilo iskanje načina za prodajo cenovno dostopnih avtomobilov izključeno. Težava z 84-mesečnim rokom odplačevanja posojila je, da skoraj zagotovo vodi v negativno lastniško vrednost, še posebej pri luksuznih tovornjakih. Sprva je ta rok odplačevanja posojila deloval zaradi razširjenega mita v ZDA, da tovornjaki bolje ohranjajo svojo vrednost kot katerokoli drugo vozilo. Čeprav je to morda nekoč veljalo za robustne, uporabne tovornjake, ki so ljudem pomagali graditi in širiti svoja podjetja, je današnja resničnost povsem drugačna. Dejansko, Ford F-150 Platinum in GMC Denali doživita osupljivo 25 do 30% letno izgubo vrednosti. Dolgoročna posojila za avtomobile postajajo tihi uničevalec bogastva v ZDA. Ford Platinum, katerega povprečna maloprodajna cena je okoli 87.000, lahko v 5 letih izgubi približno polovico svoje vrednosti. Dejansko, večina te izgube vrednosti nastopi v prvih 3 letih in to neposredno vodi do negativne lastniške vrednosti. Stranka nekaj denarja vplača vnaprej in vzame posojilo za $80,000 vrednosti Platinuma. Imajo kar dobro kreditno sposobnost, zato dobijo 7% obrestno mero. To pomeni, da bodo v naslednjih 7 letih plačali skoraj $21,400 obresti. Za samo nekaj tisočakov več, za ta denar bi lahko kupili praktično Toyota Corolla 2026, samo z obrestmi od svojega Forda Platinum. Tudi po začetnem pologu $7,000 bo stranki ostalo še $101,400 za plačilo svojega luksuznega tovornjaka. Nažalost je po 3 letih njihov tovornjak vreden le še $43,500. Čeprav ste vse obroke plačevali pravočasno, vam še vedno ostane $50,400 za odplačilo, kar vodi do skoraj $7,000 negativne lastniške vrednosti. Tudi F-150 ni izjema. Od leta 2021 do 2026 sta Chevrolet Silverado 1500 in GMC Sierra prav tako izgubila 42% vrednosti. In če poskušate prodati te tovornjake, se je sekundarni trg sesul, ker se potrošniki končno odmikajo od tovornjakov, deloma zaradi višjih življenjskih stroškov in cen goriva. Poročila iz začetka leta 2026 kažejo na 3% upad deleža ljudi, ki menijo, da bo njihov naslednji avto SUV ali tovornjak. Vse to je ustvarilo situacijo, v kateri so potrošniki ujeti v vse večje cikle dolgov z negativno vrednostjo premoženja in brez jasne poti iz tega. Posledice so se že začele kazati. Našli smo vire iz Moody's, ki pravijo, da 30% ali več visoko tveganih avtomobilskih posojil prehaja v neplačevanje. To je približno enaka stopnja neplačevanja subprime hipotek, ki je povzročila veliko recesijo. Kaj torej banke počnejo z vsemi temi neplačili? Ali niso nezadovoljne zaradi denarja, ki ga izgubljajo? Ne ravno, saj v resnici sploh ne izgubljajo denarja. Ta posojila so ustvarili zato, da bi se zaščitili, medtem ko potrošniki bankrotirajo. Leta 2025 je Bloomberg poročal, da so avtomobilska posojila, dana potrošnikom s slabo kreditno sposobnostjo, podprla več kot $37 milijard obveznic. Toda Wall Street je našel način, kako iz tega ustvariti dobiček. Začeli so zaračunavati absurdno visoke obrestne mere strankam s tvegano kreditno sposobnostjo in razpršili tveganje. To je postopek znan kot sekuritizacija. Ta praksa je bila po veliki recesiji strogo regulirana pri hipotekah, zahvaljujoč novim zakonom in ustanovitvi Urada za finančno zaščito potrošnikov oziroma CFPB. Podjetja bi morala preveriti finančno stanje potrošnikov, da bi zagotovila, da imajo dobro možnost odplačati svoja posojila. Toda prodajalci avtomobilov so se močno borili za izjeme pri nadzoru strani CFPB in jih tudi dosegli, saj so trdili, da so avtomobili za Američane nujno potrebno blago. Poleg tega, banke sploh ne prevzemajo velikega tveganja, saj večine avtomobilskih posojil ne držijo sistemsko iste banke. Ta posojila so razpršena med kreditne zadruge in lastne finančne družbe, kot je Ford Credit. Tako potrošnik ne more odplačevati in izgubi vse, banka pa še vedno zmaga. En primer je sklad Drive 2019-3 Trust. Čeprav je njegova nominalna vrednost znašala $1,21 milijarde, je bilo dodatnih $344 milijonov avtomobilskih posojil vključenih v paket, da bi ublažili izgube. Z njimi upravljal Santander Consumer USA, eden največjih subprime posojilodajalcev v državi. Santanderjev načrt je bil preprost in zasnovan tako, da jim prinese ogromne dobičke. Ponujajo avtomobilska posojila na splošno tveganim posojilojemalcem s povprečno obrestno mero 19%. Nekatera posojila so imela obrestne mere celo do 29,5%.
za 99%. Vendar so obveznice izplačevale obrestne mere od pol do 1%. Obrestne mere so bile tako visoke, da je Santander napovedal, da bi banka še vedno imela dobiček, tudi če bi 42% potrošnikov prenehalo odplačevati posojila. Ker je povprečna stopnja neplačil v letu 2025 dosegla 30%, je bila to kar dobra stava. Da bi se še dodatno zaščitili pred neplačili, Santander je bil ustvarjalen pri strukturi Drive 2019-3. Tudi če bi prav vsak posojilojemalec prenehal odplačevati posojilo, vlagatelji v 3 najvišjih tranšah, ki so bili prvi poplačani, ne bi utrpeli nobenih izgub. Podjetje samo je moralo imeti le 5% delež v svoji sekuritizaciji. V tem primeru je to pomenilo $71 milijonov lastnega denarja. Če bi prišlo do bistveno več neplačil, bi bilo podjetje zadnje, ki bi bilo poplačano. Če pa bi bila stopnja neplačil na pričakovano precej visoki ravni ali nižja, bi podjetje dobilo velik delež preostalega denarja. Dejansko so poročila SP Global Ratings pokazala, da bi bili vsi imetniki prednostnih obveznic poplačani, tudi če bi do 60% posojilojemalcev prenehalo odplačevati posojila. Eden od virov iz zasebne investicijske banke je dejal, da si lahko to predstavljate kot bombno zaklonišče, zgrajeno za jedrsko eksplozijo. Da ne omenjam, da sta GPS tehnologija in sledenje registrskih tablic olajšala iskanje, zaseg in nadaljno prodajo avtomobilov, katerih lastniki niso poravnali obveznosti bolj kot kdajkoli prej. Denar od teh prodaj gre neposredno na račune imetnikov obveznic. Izjave Nacionalnega združenja za avtomobilsko financiranje pravijo, da so ta posojila za subprime namenjena pomoči potrošnikom. V nasprotnem primeru, ljudje brez dobre kreditne sposobnosti v državi, kot so ZDA, kjer so avtomobili nujni, sploh ne bi mogli do prevoza. Strokovnjaki iz industrije se s tem ne strinjajo. Eden od profesorjev prava in nekdanji član CFPB je dejal, da trg je strukturiran tako, da ustvarja dobiček, čeprav morda izkorišča posojilojemalce. In točno to se je zgodilo z Drive 2019-3. Ko se je zaključil, 25% posojenega denarja ni bilo vrnjenega. Ker je Santander pričakoval stopnjo neplačil v višini 42%, to je skupini prineslo nepričakovane dobičke. Preučili smo dokumente vložene pri SEC in ugotovili, da je poleg približno $121 milijonov, ki jih je Santander prejel iz naslova provizij za upravljanje, je prejel tudi najmanj $155 milijonov v obliki izplačil bonusov. Toda ob tem je prišla tudi precej bolj kruta resničnost. Več kot četrtina njegovih strank je ostala brez svojih vozil zaradi zasega, mnogo jih je ostalo ujetih v začaranem krogu naraščajočega dolga. V nekaterih primerih so bili potisnjeni na rob stečaja. Najhujši del, ko pride do teh zasegov, ne odvzamejo le družinskih avtomobilov. S seboj odnašajo ameriške sanje večine ljudi. Plačila za tovornjake sama po sebi Američanom veliko bolj zmanjšujejo premoženje, kot si mislijo. Ni samo denar, ki ga namenjajo za tovornjak, ampak tudi to, kaj bi lahko z njim naredili namesto tega. Ljudje, ki si lahko privoščijo 4-mesečno mesečno plačilo za tovornjak, bi lahko namesto tega zaslužili milijone za svojo upokojitev. Mesečno plačilo za tovornjak v višini $1300, vloženih v indeks S&P 500 za 30 let, bi prineslo $2,97 milijona. To ni dovolj le za zelo udobno upokojitev, ampak tudi za 3 luksuzne hiše ali celo zaseben otok, na katerem bi lahko uživali na stara leta. Tako ta plačila postanejo neviden prenos bogastva. Uničujejo dohodek gospodinjstev in slabijo sposobnost ljudi, da varčujejo za dom. Nekdo, ki zasluži $75,000 na leto in plačuje $1200 mesečno, če upoštevamo pogoje posojila in hitro izgubljajoča vrednost vozil, si zmanjšuje svojo kupno moč za $165,000. Če upoštevamo, da je povprečna cena doma sredi leta 2026 $368,198, to predstavlja 45% celotne prodajne cene povprečnega doma. To je razlika med tem, da bi nekoč imel 4-sobno hišo ali pa živel v garsonjeri. In za razliko od domov, bodo luksuzni tovornjaki le še izgubljali na vrednosti. Potrošniki ostajajo finančno v minusu, še bolj zadolženi, njihove prihodnje možnosti pa jim kradejo banke in prodajalci avtomobilov. Tudi ob vseh teh norih finančnih potezah nekateri mislijo, da je dolg za avto problem posameznika. Toda tovornjak za $100,000 ni le slab nakup, je sistemski opozorilni znak bližajočega se kreditnega zloma. Tako kot hipotekarna kriza, ki je povzročila veliko recesijo, tudi avtomobilski kreditni balon začenja pokati in posledice bodo uničujoče. Prodaja novih avtomobilov se upočasnjuje, zaloge se povečujejo, luksuzni tovornjaki pa vse dlje stojijo na parkiriščih prodajalcev, saj jih nihče več ne more kupiti. Podatki podjetja Cox kažejo, da po 2. maju 2025 obseg zalog narašča z enakomerno hitrostjo. Prodajalci imajo zdaj zaloge za nešteto dni, saj ljudje vračajo vozila, ko ugotovijo, da si ne morejo privoščiti tistega, za kar so jim dali misliti, da si lahko privoščijo. Medtem ko je bila povprečna zaloga v ZDA za vse znamke 84 dni, imajo veliki proizvajalci luksuznih tovornjakov skoraj vsi zalogo za več kot 100 dni. Chrysler je imel zalogo za 111 dni, medtem ko je Ford dosegel presenetljivih 113 dni. To je privedlo do tega, da je bilo oktobra 2025 na zalogi pri prodajalcih 2,8
1980 7 milijona novih vozil, ki so bila na voljo in neuporabljena. To je skoraj 5% več kot prejšnji mesec. To je več kot vseh registriranih avtomobilov v New Yorku. Za ljudi z obstoječimi avtomobili in posojili so se stopnje zamud pri posojilih daljših od 60 mesecev povečale za 5 bazičnih točk od začetka leta 2024 do začetka leta 2025. To pomeni, da je stopnja zamud v letu 2025 višja kot najvišja stopnja v začetku leta 2009, začetek ene najhujših svetovnih recesij v zadnjem času. Oktobra 2025 je bilo 6,65% subprime posojilojemalcev z zamudo pri odplačilu avtomobilskih posojil za vsaj 2 meseca. Inflacija, ponovna uvedba računov za študentska posojila in nekoliko stagnirajoči trg dela še naprej pritiskajo na voznike, ki preprosto ne zmorejo več dohajati stroškov. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da zaradi tega pritiska delež posojilojemalcev, ki so uvrščeni med subprime, je narasel na najvišjo raven po letu 2019, skoraj 15% strank. Tako se bo ta začarani krog sumljivih posojilnih praks in neplačil le še poslabšal. In kot pri večini kriz je subprime trg prvi, ki pade. Teksaški subprime posojilodajalec za avtomobile Tricolor Holdings je nenadoma propadel septembra 2025. Tudi z vsemi zaščitnimi ukrepi, ki so jih te finančne institucije uvedle, je trg luksuznih tovornjakov postal tako slab, da jih to preprosto ni moglo rešiti. Čeprav Tricolor ni bilo eno največjih podjetij, je njegov stečaj in likvidacija povzročila pretres na Wall Streetu. Tudi finančni velikani, kot sta JP Morgan Chase in BlackRock, so bili pretreseni. Nekateri to vidijo kot znak prihodnjih dogodkov. Eden od virov iz družbe Exonic Capital pravi, da udeleženci trga ABS ustvarjajo izjemno povpraševanje po subprime avtomobilskih posojilih, kar vodi v ohlapno in včasih celo nepremišljeno odobravanje posojil. Za potrošnike, ki so zaradi teh praks izgubili vse, je beseda nepremišljeno premila. Obstaja še bolj zlovešč razlog za to. Stečaj je sprožil veliko zvezno preiskavo, natančno glede praks, ki že leta izkoriščajo kupce avtomobilov. Zvezni tožilci zdaj pregledujejo dokumente in prakse Tricolorja, da bi našli dokaze o prevari. Na žalost je ta preiskava morda premalo in prepozno. Avtosaloni in banke so našli način, kako narediti vse dražja vozila na papirju dostopna večini kupcev, čeprav jih v resnici ne potrebujejo. Daljša posojila in nižji mesečni obroki so potrošnike potegnili v dolgove, ki jih niso v celoti zaznali, medtem ko so se dobički na drugi strani povečevali. Tisto, kar je bilo nekoč zanesljivo in cenovno dostopno delovno vozilo za srednji razred, je postalo nekaj povsem drugega. Manj je orodje za delo in bolj orodje za finančno izčrpavanje. Morda je to tisto, kar v resnici predstavlja. Doba, v kateri je videz uspeha lahko kupiti, finančne svobode pa ne. Na koncu niso bili tovornjaki tisti, ki so spremenili to, kdo smo, temveč dolg, ki smo ga prevzeli, da bi jih imeli. Porast dragih tovornjakov in višjih mesečnih obrokov se ne dogaja ločeno. To je del širšega sistema, ki pritiska na avtomobilske proizvajalce teh vozil. In za Forda se situacija začenja zdeti precej bolj nestabilna. Oglejte si pravi razlog, zakaj Fordu ne uspeva, da izveste, zakaj Detroit paničari, ali kliknite tukaj.